Bomo kar začeli, ker naša gosta imata v zvezi z animateko še druge dolžnosti. Špela Čadež je avtorica animiranih filmov in ravnokar smo izvedeli, da je bil njen najnovejši film Nočne ptice, ki bo tudi prikazan v okviru Inoteke, saj smem povedati, sprejet v uradni program festivala Sundance. Tako da en aplavz, ker to so res krasni film. In mislim, da se marsikdo od vas tukaj spomni filma Boles, ki smo ga predvajali predlani, mislim, in je tudi, smo ga zelo radi gledali. Igor Praselj je pa direktor Animateke in nam bo veliko o tem vedel povedati. Mogoče bi začeli kar malo na splošno o risankah, preden gremo na ta film, ki smo ga gledali, in bom povedala svojo izkušnjo z risankami. Najstarejši film, ki se ga zares spominjam, je Sneguljčica od Walta Disneyja in seveda sem jaz potem radikalno spremenila svoje poglede na Walta Disneyja, ampak to ni pomembno. Pomembno pa je, da se pravzaprav, da si še zdaj lahko prikličem v spomin tisto žalost, ki me je prevzela, ko sem bila majhen otrok, ko je Sneguljčica zagrizla v tisto jabolko strupeno. In še vedno se spominjam tistega palčka, ki je smrčal in so se oknice zaradi tega odpirale in zapirale. Skratka, zdi se mi, da sem si to bolj zapomnila, kot bi si zapomnila en igrani film s pravimi igralci. Pa me zanima, a je to ena psihologija, ozadje tem splošna, ali kako sta vidva prišla tako blizu risank, blizu animiranega filma? Špela, povejte vi. Jaz najprej povem, Igor ima daljšo zgodbo. Jaz sem v bistvu prišla zelo po naključju. Jaz sem študirala grafično oblikovanje in šla naprej to študirati v Nemčijo, kjer sem si želela študirati interaktivno oblikovanje, kjer sem pa ugotovila, da ni več prostora za neko vizualno kreacijo, ampak bolj za matematiko. V programiranju je bilo vedno, pa so bile samo še ničle pa enke. In pa sem si rekla, kaj pa če jaz probam malo animiranega filma oziroma animacije. Jaz sem čisto po naključju prišla v razred oziroma v klas, ki so imeli pa naslednji teden izlet v Annecyju, na največji festival animiranega filma. So me vzeli s sabo, tam sem se pa v bistvu zaljubila v to, ker sem videla, da je možno čisto vse, če imaš dovolj domišljije in spretnosti narediti v bistvu kakršnokoli podobo, ki si jo v bistvu zamisliš. No. Tako da je v bistvu en tak čudovit medij, ki je za moje pojme čaroben medij. Ne. Saj meni je vedno trenutek, ko nekaj uživi, je trenutek čarobnosti, nekaj, kar si zamislil, nekaj, kar si probal narediti. Tam sem spoznala pa Igorja Praslja, tam sva se prvič spoznala. Koliko let je to nazaj? 12-13. Ki je slišal, da študiram v Nemčiji animirani film, me je prijel takole in me predstavljal vsem naokrog kot, to je pa prihodnost slovenskega animiranega filma. Lepo. Se ni zmotil, ne? V tistih cajtih je bilo pri nas, v bistvu sploh ni bilo študentov, oziroma zelo redki so se pojavili in ta zgodovina animiranega filma, ki sicer pri nas jo imamo. Jaz sem tudi pri Slovenski kinoteki napisal filmografijo slovenskega animiranega filma. Torej, koliko od vas sploh ve, da je prvi slovenski animirani film nastal leta 1952? Saša Dobrila, a veste? No, vidite, to so te trenutki zdaj, tudi Helena, ki ste rekli, Sneguljčica od Walta Disneyja, gledali ste jo v kinu. In to je nekaj, kar jaz v življenju nisem videl in verjetno tudi ne bom, ker ta film, ta kopija je seveda pri Waltu Disneyju v Hollywoodu in je nemogoče dobiti pravice, da bi to predvajali dan danes. Tako da tudi vse, kar gledamo recimo na računalniku ali pa na nekem DVD-ju, sploh ni ta izkušnja in upam, da danes s filmom Michaela Dudeka Devita Rdeča želva ste videli res, kaj pomeni to, ko je animirana ta likovna podoba na velikem platnu, kako pride šele potem do izraza. Ne? Ampak
Drugače sem pa jaz osebno, v bistvu in festival Animateka, v katerem sklopu tudi danes se tukaj pogovarjamo, in jaz sem zelo vesel, da smo se s Kinodvorom dogovorili, da razširjamo pač te torej občinstva tudi na vse mogoče občinstva, in upam, da ste sami tudi po zelo dolgem času verjetno gledali animirani film oziroma risanko in da zdaj vidite, da pridete še kdaj v Kinodvor, ki bo na sporedu, kajti to ni samo stvar za otroke, praktično še posebej danes nastajajo celo večine animirani filmi, ki so za družinsko ali odraslo občinstvo, ampak so praktično vsak lahko najde nek del zgodbe od otroka, ki si drugače predstavlja, pač do starejšega. In je to vse povezano v bistvu z našimi lastnimi življenjskimi izkušnjami, kar vidimo noter, ker avtorji dajejo še posebej v animiranem filmu, dajejo noter res celega sebe, kaj ti igrani film, seveda je režiser tisti, ki mora igralki povedati, kako naj bi stvar izgledala, ponavadi je še scenarist, ki je nekdo drug, pri animiranem filmu je pa v večini primerov je v bistvu režiser tudi sam, režiserka, scenaristka, animatorka in je to ta velika razlika, bi temu rekel. Pri tem filmu je pravzaprav ta ideja, osnovna ideja samotnega otoka, je tako univerzalna, to je tako nekaj, vsi smo malo samotni otoki, in lepo je, da je pravzaprav mlado občinstvo na Lifu tako lepo sprejelo ta film, in ga tako tudi razumelo, tudi ta utemeljitev je bila zelo, lahko malo povem, utemeljili so, da je to predvsem odmik od ustaljenih predstav, kaj je film za otroke, za mladino pravzaprav, potem, da je ta minimalističen pristop, večna univerzalna vprašanja, ljubezen, odraščanje, minevanje. Seveda nekaj, kar je pa tudi zelo pomembno pri tem filmu, je pa, in to je edino mogoče v kinodvorani doživeti zares, je pa ta stik, tesen zvok, slika, ki je tako močen v tem filmu, glasba in ti efekti in te redki kriki in glasovi, to je, povejte kaj v tem filmu, kako se ga... Še posebej glede na to, da je film brez dialogov, in pač je praktično, če si predstavljamo, zelo težko je neko zgodbo v 80 minutah odpeljati dramaturško, da brez dialogov zdrži, da sploh se mi lahko s temi liki poistovetimo, in zdaj, ampak mislim, da kaj hitro, oziroma se sploh ne vprašamo že od vsega začetka, zakaj pa ne spregovorijo, Torej ta beseda nam ne umanjka v tem filmu, kajti te emocije, ravno kot ste rekli, z zvokom in z glasbo, ki seveda glasba večinoma tako v animiranem filmu, kakor tudi v igranem, naj bi vplivala na čustva, pri gledalcu naj bi dvigala nek čustveni trenutek, ampak tukaj pomembno je tudi, mislim, da je glavni igralec v tem filmu še bolj kot mogoče narisan lik je narava, ravno ta otok, ta Robinsonova zgodba, ki je večna, ki tudi v mitologiji izrečujemo lahko že od davnih časov, tako da praktično, ampak po drugi strani za samega režiserja je pa to en ogromen velik izziv, po mojem, da se stavi pač dramaturgijo in zgodbo na način, kjer lik ne spregovori niti najmanj. Mogoče povem samo še to, pa potem prepustim Špeli. Jaz sem, Mikel Dudok de Wit je nizozemski režiser, ki je zelo uspešen, bil s svojimi kratkimi animirnimi filmi, dobil je tudi Oskarja za svoj kratek film Oče in hči. In je praktično, ravno ko se ga v enem intervjuju vprašali, zakaj ni govorjene besede, in je rekel, nisem si mogel predstavljati, da bi moški, ki pride do ženske, jo osvojil, brez da bi izrekel en sam stavek. Včasih seveda moraš reči, kako lepe oči imaš ali kakorkoli, ampak je pa potem ugotovil in poskušali so potem ohraniti te besede, te stavke in so jih obračali in nikakor niso funkcionirali v filmu. In potem so sprejeli radikalno odločitev, da praktično, da ne bo dialogov. Super. Ne vem, kaj še dodati. Mogoče likovna plat. Likovna plat. Meni se zdi, da mogoče je vedno, pač animirani film vedno abstrahira neko realizem. Pač vedno rabimo mogoče malo več časa, da dešifriramo. Zato tega je mogoče, ne vem, če bi gledali 3,5-urni celovečerni film, bi bili na koncu po moje kar utrujeni. Sploh v teh, kjer kratke filme kažemo v nekih sklopih, ki skačeš iz enega sveta v drugega,
in vedno se mi zdi, da veliko bolj naporno se je v tak svet, mislim, sploh preskakovati iz enega, pač dešifrirati najprej enega, pa pol naslednjega. Ta film te pa v bistvu ves čas zelo lepo pelje, tako kot smo se mogoče tudi malo pogovarjali, da je zelo blizu realizmu na nek način, ampak na drug način pa vseeno zelo stiliziran, pa jaz mislim, da predvsem je noter lepo to, da vsa gibanja, vsi, ne vem, da vse v neki taki harmoniji, da vse malke z glasbo pleše, da v bistvu imamo en tak vizualni užitek, kaj da bi poslušal lepo glasbo, tukaj pač gledaš nekaj vizualnega, ki deluje tako v gibljivi sliki, no. To bi mogoče... Sam kratki dodatek, v bistvu ta glasba nekaj pomembna, ampak se mi zdi pa, da kar je pomembno, je pa tudi trenutek tišine, ne? Da ta glasba ni vse obsegajoča oziroma vse prisotna, ne? Ker ravno potem trenutki tišine so zelo pomembni, ker ti dajo potem misliti in se vse ustavi in mogoče lahko tudi sam kot gledalec se malo bolj zamisliš, ne? Da ta glasba ne preveva vseh čustev cel čas, ne? Recimo to v hollywoodskih filmih danes je res celo mogoče malo nadležno, ne? Prav veš, da bo ta glasba, da točno veš, kaj naj bi predstavljala. Kaj hoče s tabo narediti ta glasba, ne? Tudi režiser oziroma avtor je zelo selektiven bil, ne, pri recimo izboru živali, koliko jih bo pokazal, ne, te motivi majhni s temi rakovicami, kakšna mravlja, stonoga, ribe, malo rib, skratka, to je verjetno pri risankah oziroma animiranih filmih zelo pomembno, ne, da se odločiš za ravno prav, oziroma ne za preveč nastopajočih, no. Ja, jaz mislim, da animirani film je veliko bolj, kakor mogoče igrani film ali pa sploh dokumentarni, je načrtovan vnaprej. Zaradi tega, ker v bistvu vsaka stvar, ki se jo dodaja, pač pomeni dodatno delo, dodatno risanje, pač ne, risanje sličico za sličico. In v bistvu tudi samo planiranje celotnega dela mora biti vnaprej do sličice skoraj natančno določeno. Zelo redki primeri v bistvu tega prav eksperimentiranja in neke umetniške svobode v resnici tle ni, ker je treba res, mislim, če češ v enem življenjskem obdobju in film končati, je treba imeti pač nek začrtan, mislim, zelo natančen načrt, no. Tega se mogoče ne zavedamo, koliko je vnaprej to treba določiti, tako z zvokom, kot z vsemi liki, ki nastopijo, da ne govorim potem tega, kako produkcijsko to, da nekdo like določi, kakšne so, potem nekdo jih, ne vem, jim da karakter in potem gre pač to naprej, nekdo na koncu pa samo še kakšno senčko pobarva. Pač to je, sploh v tem filmu mislim, da je kar cela vojska ljudi, ki je to pač ampak vseeno to vizualno podobo, kdo jo ustvari, ne? Kdo nariše like. Jaz mislim, da tle je kar Michael Duktovič, tisti, ki je... Ja, v tem primeru drugače pa so recimo umetniški direktorji imajo zelo pomembno vlogo, predvsem pri celovečernih animiranih filmih, ki dejansko določijo potem celo barvne odtenke, kjere barve so. Barva je zelo pomembna tudi v tem filmu, recimo, ne. In umetniški direktor potem v povezavi z režiserjem dejansko postavi, tudi recimo to, ko je Špela pravi lik, ne, v animaciji. Zdaj, če sem recimo lahko nazoren, ne, zdaj imamo človeško telo, ne, na njega se seveda orientiramo, ampak potem mora to telo obstajati narisano v vseh mogočih pozicijah, zato da se lahko potem animira na nek realističen način, kajti recimo v tem primeru, v tem filmu imamo realistično animacijo, ne. Animacija lahko gre večkrat tudi vizualno v abstraktne podobe in to kot gledalec sprejmeš, ker veš, da kako se pač realno premika in če ti režiser reče, ok, moj lik se pa bo drugače premikal, pa mu verjameš, ne, ker ni potrebe, ne. Tukaj je bila potreba in mislim, da je, ampak Michael Dudok David je zelo velik umetnik, likovni umetnik predvsem, ne, in je že s svojimi kratkimi filmi, ker je tudi eksperimentiral, risal je recimo s čajem, z voščenkami, zelo velik čas je preživel v Franciji, v tem zelo pomembnem studiu Folimaš na jugu Francije, v Valonsu in slikal tudi naravo, torej skicirko vedno s sabo nosi, torej namesto, da bi zelo malo govori, ne, zato tudi zelo malo intervjujev z njim, riše. Njegov medij ekspresije je risba in risanje, ne.
To se je animiralo na različnih koncih sveta, ne? V Južni Franciji, na Japonskem. Ne? Ja, ta zgodba pa mu zelo na kratko, pač, ker je, mislim, je zanimiva, ravno to, kar je Špela rekla. Ne? Zdaj, recimo, tak film, ne? A si predstavljate, recimo, koliko je proračun za tak film, ne? Zdaj še govorimo o denarju. Tle smo kar tam, gremo proti 7, 8, 9 milijonov evrov. Ne? Zdaj, nimam točne cifre, ker nikjer nisem tudi v medijih zaznal, ni skrivnost, ampak zakaj ta denar? Ne? Zato, ker, kot je Špela rekla, ogromno enih predpriprav, ogromno enih ljudi vključenih. Zdaj, v tem primeru je zgodba taka. Japonska je zelo, predvsem pri mladih danes zelo priljubljena in nekateri mladi v bistvu gledajo samo japonske anime, stripi japonski so pa mange, ne? In imamo eno kategorijo ljudi, v Sloveniji na srečo jih še ni tako zelo velika, ampak recimo kakšna Nemčija ali pa kje še, Združene države Amerike, na Japonskem, Koreji. To so ljudje, mislim, kar je že skoraj blizu bolanemu, ne? Oni spremljajo samo to eno stvar, jih popolnoma prevzame, oni se celo pol oblačijo v te neke kostume in se družijo potem in se igrajo neke roleplay, se temu reče po angleško, torej vloge, igranje vlog, ne? Ampak v tem primeru se je zgodilo prvič v zgodovini, da je najpomembnejši japonski studio animiranega filma, studio Ghibli iz Tokija, mogoče ste slišali za Hayao Miyazakija, najbolj pomembnega avtorja, v Slovenski kinoteki na srečo imamo njegove kopije v arhivu, pa jih vsake toliko njegove filme celovečerne prikažemo. Torej, prvič so se odločili, da bodo dali možnost evropskemu avtorju. In zgodba pri tem filmu konkretno je taka, da je Michael Dudok David nekega dne dobil telefonski klic iz Japonske, na drugi strani je bil Isao Takahata, soustanovitelj studia Ghibli z Miyazakijem in je rekel, mi bi zelo te spoštujemo, imamo radi, kar delaš, mi bi s tabo delali celovečerni animirani film. On je v istem trenutku seveda rekel takoj, seveda počaščen sem, ko je dal dol telefon, se je zavedal, kaj sem pa zdaj naredil, jaz nimam ne zgodbe, nimam ne, kako bom to, strah, ni še, režiser je samo kratke filme do takrat delal, ne. Ta preskok med kratkim in celovečernim je ogroman v smislu in energije in časa in priprav. Vsega, ne. Pol so se pa odločili postopoma, najprej je z japonskim avtorjem gradil zgodbo, scenarij zelo dolgo. Vmes je bil prevajalec, kajti zelo malo Japoncev pač govori tudi drugi jezik in se je že tudi mogoče tukaj malo zgubljalo v prevodu karkoli, ampak trajalo je toliko dolgo, da so bili prepričani, da zdaj imajo zgodbo narejeno. Michael Dudok David je prišel takoj z idejo o Robinsonu, prvo, kot otrok je bral ogromno pravljic, ogromno mitoloških pripovedk in mu je to takoj bila osnovna ideja za film, ne. Nadalje je on imel v glavi, torej rad ima japonske filme, torej poskušal je povezati to z Japonci. Ko so skupaj spisali scenarij, ki je vseboval tudi neke elemente, mogoče neke japonske, mislim, ampak vse mitologija je itak vsegajoča, univerzalna, ne. No, potem se pa prišel trenutka, ok, zdaj imamo zgodbo, dajmo začeti delati, ne. In David je rekel Japoncem, ja, boste mi pa pomagali, lepo prosim, ne. In oni so pa takrat rekli, ne, to ni naš film, to je tvoj film, dajmo ti denar za to, da posnameš svoj film, ne kopirati naše estetike, delaj svojo. In prišli so do tega, ok, zdaj pa odločitev, kako naprej, in so se odločili, da bojo najeli en studio v Franciji, Prima Linea Production, ki je pa organiziral potem v Franciji večino te produkcije, kar je pa tudi zelo pomembno za samega režiserja, da je imel kontrolo nad samo produkcijo, kajti danes velike komercialne animacije nastajajo na način, da se animirajo na Kitajskem, v Indiji, na Filipinih, ne, in to predvsem zaradi cenene delovne sile, ampak to pomeni, da velikokrat kvaliteta trpi, režiser mora po avionu preživlja v bistvu večino svojega časa, da kontrolira, kaj pač te animatorji delajo in to je zgrešeno. In v bistvu jaz sem zelo vesel, da se zadnje čase tudi evropska industrija postala tako zelo močna in se zaveda, da je animirani film zelo pomemben in vedno več produkcij nastaja v bistvu na domačih tleh, kar je pa tudi zelo pomembno, ker daje možnost in delo mladim, talentiranim evropskim avtorjem in avtoricam. Kako pa je ta tehnologija, mislim, a je to računalniška že animacija pri tem filmu, naprimer, ali je to delan na teh ploščah, ali je... Jaz mislim, da je to kar risano. Moram priznati, da ne vem čist produkcijskih detajlov tega filma, ampak mislim, da se danes večinoma
se risane filme dela direktno v računalnik. V bistvu je tako tak monitor, na katerega lahko direktno rišeš s pač posebnim svinčnikom, kjer je tudi veliko lažji prej, tako da je bil monitor tle, pa si tukaj risal, pa je ta mal kontakt mal drugačen, kot če je direktna. Pač, ker prej je bilo treba to risati na papir, pa je bilo treba potem papir poskenirati, pa očistiti vsak sken, pa tako. Zdaj pa v bistvu že čista linija, pač hitreje gre, ceneje, čeprav v našem svetu se pa vedno bolj avtorji vračajo, pač v svetu avtorskega filma se vračajo nazaj k papirju, pa k svinčniku, čist iz tega, ker pravijo, da ko imaš enkrat papir pa svinčnik pred sabo, veliko večjo koncentracijo, kakor v računalniku, ko vedno veš, da lahko undo pritisneš, pa gre malo nazaj, pa malo naprej, pa malo vmes še mail prebereš, tam si pa res fokusiran pač samo s papirjem pa svinčnikom. Bil list papirja je največja inspiracija. Je še vedno za moje pojme začetek vseh. In ta popolna svoboda v bistvu, ki jo pa omejuje to realizacija. Je treba tudi to povedati, da je danes ta digitalna tehnologija toliko napredovala, da tudi avtor, kot je Michael Dudok David, ki, kot sem prej povedal, je še vedno analogen, riše in mu je to, lahko najde najbližji približek temu svojemu analognemu stilu pač z vsemi temi računalniškimi programi. In mogoče potem ta proces tega iskanja, recimo, ne vem, podobe, zdaj kako bo izgledali oblaki, kako bo izgledala neka podoba morja, on je znan ravno po teh nekih širokih podobah, po širokih planih narave. Torej, najbližji možen približek, ki ga zadovolji, ker je pač njegova estetika še vedno analogna, zaradi produkcijskih procesov. In nemogoče recimo samo omenim naš edini slovenski celovečerni animirani film Socializacija bika Milana Eriča in Zvoneta Čoha. Mislim, da je 15.000 risb. Risbe so še bile, In to sta skenirala, to je nemogoče se predstavljati. Fotografirala sličico za sličico. Razstava je bila, mislim, da je Mestna galerija oziroma tudi Slovenska kinoteka ima zdaj v arhivu te originalne risbe. Ona dva sta celo galerijo oblepla z temi svojimi slikami, ampak to je absurd, kajti že samo potem kontrola nad tem, ko imaš ta kup risbe. Zdaj si predstavljam, da zruši se ti ta kupček risb in ne boš ga mogel sestaviti več, Špela, ni tako? Viš kaj, eno stvar imajo animatorji, ki prvo naučiš je, da vsak list oštevilčiš. To pomoč imajo. Malenkost tam na vrhu lista se vedno zapiše, kjer frame je, kjer je sekvence in potem tudi, če se ti to slučajno zgodi. Se ti pa lahko recimo kava čez polije ali pa marsikakšno nesrečo. Sam tudi računalnik pa računalniške stvari so v bistvu še veliko bolj fluidne in se veliko lažje zgubijo, kak disk na tla pade ali pa... Jaz itak sem mal nostalgična po 35 mm kopiji, ki je bila pač taka, kot je, Zdaj imamo pa pač te digitalne formate, ki se mi zdi, da se bodo nekje v oblakih zelo hitro zgubili, ker ta tehnologija gre naprej in USB ključek bo mogoče čez 10 let samo še v tehnološkem muzeju v Bistri. Tako da ne vem, če je prava pot. Bila je v bistvu odločitev cenejše poti, ampak bi pa sam dodala mogoče to, da seveda je tudi za tiste avtorje, kakor sem jaz, ki smo nori, pa delamo vse še na roke, pa na papir, pa tako, je računalnik nepogrešljiva stvar. Mislim, je digitalni svet nam olajša oziroma nam ponudi še marsikakšen korak naprej, kar se da narediti, ali da se hitreje naredi, ali da se mogoče boljše naredi, ampak jaz absolutno, tudi tisti, ki rišajo na papir, potem v bistvu zelo veliko obdelave delajo v računalniku, z računalnikom pridejo pa do željenega rezultata. Ja, računalnik, če ga tretiraš kot orodje, je krasna stvar. Narodno postane, kadar mu dajo kreativno. Točno to je lepa misel. Čeprav, Helena, samo da omenim, zdaj pač upam, da boste prišli še kaj pogledati na Animateki, da ni zdaj samo ta projekcija vaša. Letos predstavljamo ravno retrospektivo, v kateri prikazujemo razvoj 3D računalniškega animiranega filma, ampak iz vidika avtorskega pristopa. Torej, raba računalnika tudi v kreativnem načinu, kjer se pa poskuša neko estetiko posebno dobiti s tem računalnikom, ki se spet zelo približuje analognemu. Oziroma tudi, ker spet računalnik omogoča nekaj, kar druge
tehnike ne, v smislu s tem likom, ki ga oblikuješ na samo tak način, kot ga lahko samo v računalniku in se ta lik potem drugače obnaša. Še vedno se pa borijo vsi ti, torej, ki se ukvarjajo z računalniško animacijo, malo so okorni ti liki, vseeno v premikanju, v teh mimikah recimo, in je to nekaj, kar sigurno se bo zgodilo in smo že zelo blizu pač te neke virtualne realnosti, ki nas bo prevzelo vse, danes se filmi že dogajajo tudi s temi stereoskopskimi očali, ki si jih nadenemo in smo potem čisto v enem drugem svetu. Predstavljate si, daš si ta očala, torej več nič ne slišiš te slušalke na ušesa in doživljaš čisto drugače gledanje na film. Meni to ni pri srcu. Ja, seveda. Dejansko to, ko si v kinu. Mislim, da nam tukaj ni to sploh pri srcu nikomor. Ta strah v bistvu te tehnologije in te torej kapitalizma, ki preko tehnologije v bistvu zasužnjuje na nek način ljudi, je neminovan, nažalost. In mi se lahko borimo proti temu samo s tem, da predstavljamo recimo na festivalu ali pa kako drugače še druge stvari, kajti svet bo vedno bil poln tudi takih avtorov, kot je Špela. Samo predstaviti jih je treba, samo povabiti jih je treba in pokazati pač ljudem, glejte, tu so. Zdaj bo treba počakati na tisti klic iz Tokija. Ja, po Sundancu bo mogoče prišel ta klic. Povejte nam kaj o tem filmu Nočne ptice. Jaz sem pogledala ene 3 slikce tega pijanega jazbeca. Povejte nam malo, na kakšen način ste to delali? Saj ni treba izdati skrivnosti kakšnih. V bistvu sem probala prvič eno novo tehniko, prej sem delala lutkovno animacijo, ki ste rekli, da ste jo videli, me veseli, da ste jo videli. Zdaj pa sem se lotila slikanja v bistvu je bolj dvodimenzionalna tehnika, ampak je še vedno stop motion, kar pomeni, da še vedno vse delam pod kamero in da se igram z lučjo, to mi zelo leži. Slikico po slikico? Slikico po slikico, seveda. Slikico po slikico je v bistvu, tudi če delamo računalniško animacijo, je slikica po slikico. V bistvu ni krajših poti. Jaz vedno pravim, da zbereš si samo tisto pot, ki ti je večji užitek hoditi. Če rad rišeš na papir, pol riši na papir. Če rad sediš za računalnikom, pol je računalniška animacija tista, ki se jo moraš lotiti. Ker v resnici, sploh v avtorskem filmu, za svoje delo nismo drugače poplačani, kot s tem, da uživamo. Z veseljem pri delu. Ja, to je bilo tudi... Špela, ne bomo nergali, kot pravi naš predsednik vlade. Ne, sploh ne, ampak... Jamrali pa ne bomo, mislim. Saj na srečo Špela uspe preživeti, na srečo se ne rabi ukvarjati s komercialnimi zadevami, zato da počne, ampak je pa ena redkih, to pa moram priznati. Mogoče sta 2 taka, v Sloveniji 3. Ampak pač ni zdaj... Saj ne jamram, ampak jaz sploh ne jamram, daleč od tega. Ampak če pa me nekdo vpraša, če je to poklic, s katerim si bom lahko kupil hišo pa avto, pa ne vem kaj, to pa pač ni, ampak jaz sem se v življenju odločila, da mi ni to prioriteta, ampak da zjutraj vstanem pa da komaj čakam, da grem v službo, to je moja prioriteta. Rekli ste, da bolj ploskovito, da ste to delali. Tehnika je v bistvu, zgodba je nastala tako, da se je Radiotelevizija Slovenija si je želela eno tako čudovito staro mizo vršna odpad in sem jo jaz rešila. To ni miza taka, je v bistvu miza, ki služi temu, da se... 300-kilska težka miza, narejena 10 let pred mano, narejena je v vzhodni Nemčiji, tako da še danes čisto vsak šrauf dela, tako kakor mora. Je pa to v bistvu miza, ki omogoča, da jaz, pač, ko imam kamero fiksirano na to mizo, da lahko to mizo premikam v 3 dimenzije, pač kamero gor in dol, mizo levo, desno, pa naprej, pa nazaj, v bistvu imam ene take kolutke in v bistvu s tem lahko frame po frame premikam kamero oziroma pač svojo. Na to smo pa v bistvu z mojim mojstrom Žigo Levarjem, mi je pa naredil eno tako konstrukcijo, na kateri imam pa taka velika stekla, ki jih imam pa v bistvu v različnih oddaljenostih od kamere in s tem dobivam globino v sliki, ker pač tudi naše oko od stvari, ki jih fokusiramo od spredi, jih je veliko v njih, ki so neostri v zadnji. In tako v bistvu jaz gradim sliko dvodimenzionalno in dobivam ampak zaradi tega iluzijo 3-dimenzionalne slike. Ne? Nimam kakšne slike. Mislim,
enostavno ni, no, je tehnika, ki smo jo zelo odkrivali, delala sem še z slikarjem Matejem Lovrenčičem pa animatorko Zarjo Menard. Bil je prvi projekt v tej tehniki za nas, tako da smo se v resnici zelo veliko smo posneli materijala, ki ni v filmu, zelo veliko smo se naučili čez to, ampak kar je meni všeč pri tej tehniki je, da je zelo odprta za eksperiment, ker mogoče lutkovna animacija ni. Lutkovna animacija je mogoče kreativna do faze, ker narediš lutke, postaviš jih v okolje in potem v bistvu snemaš kot realni film. V tej dvodimenzionalni sliki se pa v bistvu marsikaj lahko zgodi. Meni je najlepši trenutek, ki ga povem, pa če sem si želela v tem filmu, ker gre za pijanega jazbeca, ki divje vozi po slovenskih cestah, več jih imamo takih, sem si v bistvu želela ujeti ta njegov pač pijani pogled in sem prišla do njega po enem takem zelo naključju, da sem doma pekla lazanjo in da sem vzela ven stekleni protvan in sem rekla, če pa jaz tole pogledam, češ se pa slika malo tako in potem sem v bistvu to postavila pred kamero in sem tako pač slikco po slikco to pono od lazanje, ali kaj je ta premikala. Steklena je, ja, in se je v bistvu zaradi tega pol slika začela malo transformirati in sem dobila točno tisto vzdušje, ki sem si ga želela. Tako da jaz vedno pravim, da treba je znati predvsem eksperimentirati oziroma iskati, nenehno iskati. Ampak to sam, da si boljš predstavljate, ne, kar rekla ena gospa, da si ne. V bistvu imamo kamero, aparat, digitalni aparat, ki tako visi, torej gleda dol, ne, in tlele pač ima Špela, pokaž ti zdaj miza, ne, 3 stekla, in zdaj ti pač tukaj premakneš, ker je papir, ne, iz rezljanka, iz papirja, iz kartona, iz lepenke. Ne, iz folije režem. Torej, to stoji na ploskvi, tako, ne, in zdaj pač ona vsak premik oziroma animator ga naredi, slikca, slikca, slikca. In v bistvu ta premik, kot ga zdaj kažem, je zelo prehiter, ne. V bistvu včasih je še, in recimo, ne vem, koliko ste uspeli sekund posnet na dan, kadar je bil najboljši dan? Najboljši dan je kakšne 4 sekunde. A vidite, to je... Ja, to je 4x24, 100 sličic, ne, praktično, ne. Ja. To je zelo veliko. Vsem pri tej tehniki nas je vedno, smo porabili v bistvu en teden priprav, da smo dobili svetlobo, barvo, ker v bistvu je bilo tako, da kar smo na svetlobi narisali, pa prinesli pol pod kamera čisto drugače videla, tako da v bistvu smo zelo veliko stvari sem slikala direktno pod kamero, tako da, no, ampak tle je bilo zelo veliko tega Helena, lahko jaz predlagam, zdaj govorimo o Špelinem filmu, ne? Večina ga ni videla. V petek zvečer ga prikazujemo na Animateki ob 19. uri v glavnem tekmovalnem programu, ampak zdaj, če vam ne bo uspelo, bi jaz predlagal, da na naslednjih zajtrih oziroma, ko bo naslednja januarja ali pa februarja, se ga uvrsti kot predfilm k enemu celovečercu. Če nam ga boste dali, ko bomo imeli en krajši film, bomo pa z veseljem to. Hvala za to. Jaz sem videla eno sličico iz tega filma, ne, ko ta jazbec šofira in cesta gledano skozi sprednjo šipo, ne, jo požira avto tako kot v kriminalkah. Tako, da sem jaz mislila, da ste mogoče imeli neki posnetek in da ste kot ozadje dali posnetek realen. Če priznam, smo se šli res, ker smo zelo dolgo to cesto iskali, kako bi jo posneli, ta je bila najbolj težavna, pa je pa v bistvu postala tudi glavni lik skoraj da filma. Smo se šli vsi trije po noč voziti z kamero in smo se učili, kako v bistvu se cesta, se to v bistvu opazovanje realnosti in posnemanje tega je. Ampak čisto kopiranje, temu se reče rotoskopija, tega, da v bistvu posnameš in potem animiraš, oziroma da lahko se da pa sam video od spodaj, pa se čez riše. Ne vem, če ste kdaj videli kakšen tak primer, ampak to vedno malo čuden izgleda. Zaradi tega, ker je nekaj narisano, v bistvu zahteva abstrahirano gibanje tudi. Če je čisto realno gibanje, nekako... Butasto, ne? Zelo redki so filmi, kjer je to v bistvu sprejemljivo. V bistvu nam je nekaj čudenega, da čutimo eno tako realno gibanje, vidimo pa narisano risbo. Tako da tle ta povezava
gibanja mora priti v bistvu tudi čez avtorja, zaradi tega, da rade. A lahko, Helena, če se navežemo spet na Rdečo želvo, ne? Trenutek, kjer prikaže se ta tajfun, ne? Kjer se morje dvigne, ne? In ker si ga vsi lahko predstavljamo, gledali smo, ampak mi tudi na YouTubeu vidiš kakšen video, ki to prihaja, ne? Ampak kako je pa to avtor uspel prikazati, tudi s tem zvokom, ne? Smo se počutili, kakor da smo del tega. Ja, kot da je. Torej, in če bi to prirejali v nekem hollywoodskem akcijskem filmu, seveda bi to lahko naredili, ne? Ampak ne bi takega občutka doživeli. Sigurno ga ne bi. In to je to pač, ker animacija lahko pričara spet gibanje, oziroma tle v tem primeru silo narave, na način, ki je samo pač animaciji lasten. In edinstven. Ja. Jaz bi povabila koga, da malo na pogovor še kakšna vprašanja imamo tukaj možnost, oziroma da poveste svoje vtise o filmu pa svoj odnos do animiranega filma, ker smo malo na tesnem s časom zaradi Igorjevih obveznosti. Mene tudi zanima v bistvu ravno to, pač kdaj ste zadnjič gledali recimo kakšen animirani film ali risanko, mislim, ker še enkrat bi to odzvanja v ušesih, Helena, ker ste rekli, vi ste bili pač deklica, ki ste gledali Sneguljčica leto 1947-48 je bila prvič v Ljubljani, se mi zdi, predvajana. In je zanimivo, da tudi Miki Muster, naš veliki avtor, stripovski in animatorski, ki je moral zbežati v Nemčijo, zato da je lahko takrat sploh delal in si je pa kupil hišo. Avtor, njemu je pa rata. No, njega je prav tako Disneyjeva Sneguljčica, mu je življenjsko ga je spremenila in se je takrat odločil, da bo on tudi to delal. Ne? In tudi brez nobene šole, brez nobenega predznanja, enostavno, pač s tem znanjem risanja, ogromnim kot ilustrator. Pri nas res imamo, ta zgodovina slovenska je zelo zanimiva, in Lutkovno gledališče, in ilustracije, in strip v bistvu so zelo znani, ampak nekako niso še dovolj, ne, niso jemani resno, niso priznani, ja, nekako. To je bilo vedno mišljeno, kot da je to neki del zahodne kulture, da je pokvarljivo, da kvari mlade, ne. Danes pa se trudimo v bistvu mladim v šole vsaj strip prinesti, da bojo vsaj kaj brali, da ne bojo na igricah ostali cel čas, ne. In preko branja recimo stripov se zelo, jaz se recimo naučil francoskega jezika, ker sem bral stripe, ne? Pač kot nek način, kjer si krepiš tudi, ne vem, možgane, kjer v bistvu svoj domišlji daš prostor in čas, ne? In pri nas, mislim, mene res to razžalosti vsakič, ne? Da imamo to zgodovino, da imamo pionirje, ampak jih ne prepoznamo in jih tudi v medijih se pogosto ne pač naslavlja, kakor bi si zaslužili, ne? Ja, drži se pravzaprav tega vsega ta predsodek, da je animirani film za otroke in neko staro gledanje, kaj je za otroke, zato se mi je zdelo tako lepo, da je ta mladinska žirija na Lifu opazila to, ne, da je to presega ene predstave, kaj je primerno za otroke. Ja, predsodki, ne, to so pač predsodki, ki... Poleg Sneguljčice, ko sem bila otrok. Ja, pa Bambi mlajši od Sneguljčice. No, kako meni spada v moje prejšnje življenje. Jaz moram reči, da ste me spreobrnili. Jaz sem isto mislila, da je to za otroke in da to nimaš kaj tam početi. Ampak to je nekaj tako fantastičnega, da jaz ne morem povedati, kako neskončno lepo. Recimo en detaljček je mene tako prevzel, je to, kako so naredili, da je gibanje otročička tako pristno in drugačno kot gibanje odraslega. To je pač mene posebej ganilo. No, ampak to ste dobro povedali, gospa, še enkrat ponovim, ne, animator v bistvu obstaja, Edward Muybridge se imenuje fotograf oziroma tudi pionir, ki je že na začetku prejšnjega stoletja, je prvi poskušal ugotoviti, ali ima konj v diru vse 4 noge v zraku. Mislim, da je bila neka stava v igri. In imel je nekega bogatega mecena, ki je financiral. Ni bila stava. Evo, ampak on je to ugotovil s postopkom fotografiranja, izumil je prav posebno kamero. Mislim, da je neke nitke in tako je konj teku, so se sprožali, je kamera in so zelo dolgo časa to rabili, da so prišli do tega. Zdaj pa od Muybridgea knjige, tudi človeškega gibanja,
torej telesa v gibanju, ne, je vsak animatorka ima to v studiu, kajti še vedno je to referenca, kako se človeško telo giblje in animator, oni imajo tudi vedno, recimo, ko ustvarjajo, imajo ogledalce pred sabo, zato da se pačijo, ne, da vidijo, kako pa zdaj izgleda to, ne, zdaj Špela verjetno nima, ker... V eni roki imamo štoparco, zaradi tega, ker se v bistvu štopamo, koliko časa nekaj počnemo, pa marsikaj počnemo. Ne, v bistvu je treba prek svojega telesa razumeti, kako se telo premika, zato da razumeš, kako boš lik animiral. To je zelo v bistvu. Jaz imam še to srečo, da sem poročena z igralcem in ga včasih tudi posnamemo, pa v bistvu, da tudi on malo določi neke tajminge, kako je prav, ker v bistvu ravno te tajminge, sicer ni slovenska beseda, ampak časovnica, ja, ravno te, ki so v bistvu tudi pri igralcih, koliko časa sem zdaj tiho, preden rečem nekaj pomembnega, ali pa koliko dolg je pogled nečesa, kjer mora gledalec nekaj razumeti. To so v bistvu trenutki, ki so zelo pomembni in ki se je treba v bistvu vzeti čas pa jih razumeti. Pol jih pa šele v bistvu prenesti v te naše frame. Pa tako v bistvu pri animiranem filmu se zelo hitro v bistvu zapletemo v te neke, se zgubimo morda med temi frejmi, pa pozabimo na vso to celoto. To je vedno malo napaka, mogoče začetniška. Mislim, težko je to v bistvu, sploh celoto celega filma, pa se pa zraven ukvarjati z neko čist od frejma do frejma problematiko. Tako da to se mi zdi, da je najbolj zahteven del animiranega filma. No. Ja, imeti distanco verjetno, ves čas je treba imeti distanco, ne, do stvari, ne, in videti celoto. Ja, pač tako počasno nastaja, da je težko v bistvu tudi to. Zato je fajn imeti tako, kar sem že prej rekla, in tako res načrt, natančno določen. Je to v bistvu snemalna knjiga? Ja, v bistvu se gre še malo naprej, v bistvu se naredi animatik, se reče, kjer se sličice storyboarda mogoče že celo malo animira, ampak tako, da se v bistvu vse ti prehodi iz enega kadra v drugega so popolnoma določeni, določi se tudi, koliko časa nekaj traja, z kire smeri nekaj pride in v bistvu tam že montažer zraven sodeluje, zaradi tega, da določi, kakšen je ritem filma in kako v bistvu pol cela celota zgleda. Pol se gre pa v bistvu v drobnarije naprej. Pa na koncu, Helena, jaz bi povedal, če koga zanima res tudi ta tematika še malo bolj, da bi se rad tudi doma poglobil. Petra, od spodaj v pisarni imamo, izšel je zbornik Animirajmo, ki je sicer namenjen učiteljicam in učiteljem na osnovnih in srednjih šolah, ki naj bi poučevali potem zdaj naše mlade rodove v bistvu animaciji in mislim, da jih imamo od spodaj v pisarni, pa ob izhodu, oziroma lahko ponudimo 2-3 izvoda. Če koga zanima res ta tematika, torej in tehnika in zgodovina animiranega filma in zgodovina slovenskega, vam podarimo z veseljem v bistvu izvod za tiste, ki vas pa specifično zanima, pa boste res prebrali knjigo, no, da ne bo. Ja. Disney je imel vedno žive živali v studiu, da so jih lahko... Ne delam mikrofon, gospodu. Ja. Žive živali, da so jih lahko skozi vidi, kako se premikajo, da so najdel ves tist pravilno gibanje. Ja, to je res. Zdaj pač Walt Disney sicer, mislim, meni je še posebej pri srcu Snow White Sneguljčica, ga pa ne bi njega jemal kot, mislim, on je tudi zelo veliko slabega je naredil za animacijo, predvsem to, da je pač ta kapitalistični model in sistem in praktično, ja, on je naredil to, kar je tudi danes velik problem v bistvu. Sam film več toliko ni pomemben, kot pa potem vse igračke in vse, kar se zraven prodaja. In to je na nek način grozno, kajti in tudi recimo neka dramaturgija pri Disneyjih filmih, neka vloga ženske v filmu, neka vloga patriarha, ideologija v zadju. In če to analiziramo, malo pogledamo, da tudi, ker pravim, animirani filmi so narejeni lahko v več plasteh, torej gre za neko direktno razumevanje, če malo človek razmišlja, je nekaj v ozadju in potem še vsak najde itak svojo tretjo zgodbo, ki je povezana z našimi osebnimi izkušnjami v življenju. Jaz sem zdaj recimo pri Rdeči želvi, ko sem ga prvič gledal, sem ga 2-krat gledal v kinu in prvič mi nekako sem bolj tehnično malo opazoval, drugič sem se pa prepustil pač nekim emocijam in ne vem, ker se mi je v življenju v tem trenutku nekaj dogajalo, me je res, sem prav solzo potočil, se zdaj spomnim. A je kdo od vas potočil solzo? Ste? Mi smo generacija, ki jokamo v filmih. Ampak je pa zanimivo, da tudi kakšen moški, ki ponovadi nikoli ne spusti solze, mislim, da pri takih, ja. Lahko. Ja.
Ja, to je res taka univerzalna zgodba. Ne. No, jaz bi se pridružil tej oceni, da je ta film izjemno duhovno doživetje. Ne. Zdaj smo veliko o tehniki govorili, ampak verjetno je to tisto, da je ravno ta tehnika da možnost avtorju, da tako globoko izrazi svoja razmišljanja. Ne. In tudi gledalca se dotakne. Jaz sem tudi solzo potočil. Ampak res je pa, da me pa namreč primerjam, ne hotem me skozi vleče primerjava na slovenske filme, ki so tudi brez dialogov, ogromno tišine, ne, in so dolgočasni. Ne. Igrani. Igrani, ja. Ne. Ja, prosim, ne, stvar okusa, ampak na primer Duletičevi mi prihajajo na misel. Ne. Tu je pa dejansko brez ene besede, ne, toliko povedanega, ne, ampak sam zato, ker nam budi našo domišljijo, naše spomine, naš duhovni svet. Ne. In zato je to tako lep film in hvala za to, da ste ga uvrstili v program. Ja, da se vam jaz zahvaljujem. Jaz bi se zahvalil še, to je zelo pomembno povedati tudi distributerju Demiurg filmu, ki, in to je pomembno, ne, da imamo, da tudi distributerji razumejo, da pač ni, mislim, da je filmska umetnost res široka in je v bistvu Vasja in Cveta, ki sta pač zelo posebna dva človeka in imam zelo rad, greste včasih tudi v nek riziko, če veste, da gre za poseben film. Ne. In zdaj tudi, če ne bo res to bil naredil 20-30 tisoč gledalcev, ampak tisti, ki ga vidi, vsak posameznik je pomemben v bistvu. Ne. Ja, mene zelo veseli, da je ta film padel tako v to publiko, no, da ste tako sprejeli film, ker je malo drugačen od običajnih filmov, ne, in nikoli ne veš čisto natanko, kako bo sprejet, ampak jaz se zanesem na našo publiko in mislim, da smo vsi imeli eno lepo doživetje. Hvala, da ste prišla. Nam toliko povedala, vaš film bomo, če ga ne bomo letos, ga bomo drug let, ampak upam, da ga bomo že letos lahko. Nina, a si slišala? Špelin kratek film v naslednjem. Pridodali, kadar ne bomo imeli predolgega filma. Hvala in nasvidenje čez 14 dni.